Josip Broz Tito, ena izmed najbolj karizmatičnih in kontroverznih osebnosti 20. stoletja, ni bil znan le kot dolgoletni vodja nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, temveč tudi kot oseba z izjemno zapletenim osebnim življenjem. Imel je neverjetno seksualnost, kar je imelo močan vpliv na ženske, ki so ga goreče in brezpogojno oboževale. Tako obstajajo številne zgodbe in govorice o njegovih ljubezenskih avanturah, ki so dobesedno filmske. Toda koliko od tega je resničnega? Je bil Tito res velik zapeljivec, kot trdijo nekateri, ali so te zgodbe zgolj plod domišljije in političnih manipulacij? Njegova življenjska pot je kot zapleten roman, v katerem se prepletajo vojna, tajne službe in seveda ljubezen in neverjetna strast. Te vroče zgodbe s prelepimi mladenkami, ki so ga častile skoraj kot boga, so bile polne nenadnih preobratov, neizpolnjenih obljub in skrivnostnih rojstev zelo velikega števila otrok. Njegova prva ljubezen je bila Čehinja Maruša Novakova, srednješolka in hčerka priznanega zdravnika. Predstavil se ji je kot diplomirani inženir iz Hrvaške, čeprav je bil v resnici ključavničar. Načrtovala sta poroko, ki pa je bila zaradi Marušinih težav in njegovih razmerij z drugimi ženskami večkrat preložena. Josip je bil kratek čas zaposlen v podjetju Škoda v Plznu, kjer je vodil ljubice v hotel, medtem ko je noseča Maruša načrtovala poroko, do katere ni prišlo nikoli. Njegov sin Leopold, rojen leta 1913, je postal ekonomist v Pragi, vendar ni bil nikoli v stiku z očetom. Svojo novo družino je Tito zapustil zaradi 10 let starejše trgovke s tkaninami Lise Spöner, s katero je pobegnil na Dunaj. Izkazal se je kot dober trgovec, novi ljubici pa je zaslužil veliko denarja. A ko je bila odsotna, je spal z njenimi služkinjami. Ko je zanosila, je pobegnil tudi od nje. Lisa je leta 1914 rodila sina Hansa. Tito se je vrnil v Zagreb in začel romanco z bančnikovo hčerjo Teresijo Stahner, ki jo je spoznal na Dunaju. Vendar je izbruh prve svetovne vojne prekinil njuno romanco. Tito je postal vojak v Avstro-Ogrski vojski, kjer je imel zaradi povezav Teresijinega očeta privilegiran položaj. Kljub temu je bil zaradi simuliranja gluhosti obsojen na smrt, a nato samo zaprt. V tem obdobju je Teresa rodila dvojčka Pavla in Gabrielo, a Josip se k njej nikoli ni vrnil. Potem, ko je s polkom preživel rusko zimo v boju, je Tito dezertiral iz vojske. Po dolgem tavanju je prišel na posestvo Mihajla Sedlovskoga Bačuške v vasi Korutov, se zaposlil kot pomožni delavec in skrbel za konje. Zelo hitro je napredoval, a je na žalost zapeljal tudi gospodarjevo ženo Ljuzo. Bačuška ju je zalotil pri dejanju, Tita je ranil s strelom iz pištole, Ljuzo pa je pregnal. Istega leta je rodila sina Kirila, ki ga pa Tito nikoli ni videl. Kiril je kasneje postal veterinar. Nekateri zgodovinarji trdijo, da je bil Broz ranjen med vojnimi spopadi v Karpatih maja 1915 in da je 13 mesecev preživel v bolnišnici. Ranjenega Josipa je v bolnišnici zdravila Ira Gligorjevska. Z njo se je poročil, ko je zapustil bolnišnico. To naj bi bil njegov prvi zakon, a ga pozneje ni priznaval. Kmalu je spoznal Irino prijateljico, veterinarko Darjo Endirelovo iz bogate moskovske družine. Po ločitvi je Ira leta 1915 rodila sina Sergeja, ki ga nikoli ni videl, ona pa je umrla ob porodu. Takrat je namreč že živel na posestvu veterinarke in skrbel za posle v njeni čredi arabskih konj. Ko je tudi ta zanosila, je zapustil tudi njo. Rodil se je sin Aleksandar. Vendar je Tito že imel novo ljubezen, Oljo Kutino, študentko ekonomije in hčerko velikega ruskega posrednika v trgovini s krznom. Z njo je preživel nekaj mesecev, na skupnem zimovanju pa je spoznal Nino Bažanovo iz Petrograda. Razočarana Olja se je vrnila v Moskvo, bodoči predsednik pa se je vselil v Knini. Njeni starši so ga sprejeli, ker jim je Nina pojasnila, da se bosta poročila. Da bi bila zgodba popolna, je Tito naskrivaj spal tudi z njeno sestro Svetlano. Zaradi vzporednih razmerij in skoraj sočasnih nosečnosti sester je Josip nameraval pobegniti, a je načrt po naključju preprečila vojska, ki ga je aretirala in ga poslala v Sibirijo. Blizu Omska je skočil z vlaka in se znašel v ruski stepi. Nine in Svetlane ni več videl.
Na vznožju gore Kan-Tengri je naletel na nomadske pastirje in ko se je vključil v družino najbogatejšega kirgiškega živinorejca Zalida Baldahura, je usvojil njegovo lepo hčerko Zuhro. Kmalu sta se poročila, kar je bil njegov drugi neuradni zakon. Vendar je po nekaj mesecih nekega večera kratko malo ušel iz zakonske postelje. Zuhra je leta 1918 rodila sina Kadija, ki je kot inženir petrokemije živel v Bakuju. Spomladi leta 1918 je Tito zaprosil za sprejem v rusko komunistično partijo, po vrnitvi v Omsk pa je postal član njene jugoslovanske sekcije. V tistem času se je Joža, kot so ga ljubkovalno klicali, zabaval s Pelagijo Denisovo Beluzovo, Polko. V nekaj mesecih, kolikor je trajala zveza s Polko, je imel razmerje tudi s profesorico Ano Ivanović. Kljub temu se je s Polko poročil 19. junija 1919. V trenutku poroke je imela Polka 14 ali 15 let, Josip Broz pa 10 več. Čeprav je bil to njegov tretji zakon, je Polka navedena kot njegova prva uradna žena. Polka je rodila 3 otroke. Prvi sin, Himko, je umrl 8 dni po rojstvu, hčerka Zlatica pa je živela le 17 mesecev. Sin Žarko, rojen leta 1924, je bil prvi otrok, za katerega je skupaj s Polko dejansko skrbel. Na začetku leta 1929 so ga poslali na prestajanje kazni v Lepoglavo. Po izpustitvi iz zapora se je nastanil pri škofu Rozmanu v Medvodah in tam spoznal študentko Vido Kogej. Z njo je ilegalno prečkal mejo in prišel v avstrijsko prestolnico. Tudi ona je zanosila. Tito je odšel v Moskvo, Vida pa je končala na psihiatričnem zdravljenju in kmalu rodila sina Dimitrija, kasneje profesorja glasbe na Dunaju. Tito je v drugi polovici 30. let živel v Moskvi in v Kominterni delal skupaj s komunistično aktivistko Elzo Gerlach, dostojanstveno žensko, s katero je 4. obiskal matičarja. Zakon se je končal, ker tudi njej ni bil zvest. Elzo so celo aretirali zaradi sumljivega sodelovanja z zahodnimi agenti, v zaporu pa je leta 1938 rodila sina Viktorja. Iz Moskve je odšel v Pariz, kjer je živel z Jean Cotje, vdovo pomorskega častnika. Rodil se jima je sin Oliver, pozneje jedrski fizik. Ta naj bi leta v 50. letih celo bival v inštitutu Borisa Kidriča, vendar ni znano, ali se je srečal z očetom. Jean naj bi bila prva ženska, ki je Tita zapustila. Vendar je hitro našel tolažbo pri Anadovki Zuhri Reuf, trgovki s svilo, s katero se je kmalu poročil, kar je bil njegov 5. zakon. Rodila je sina Izeta, ki je postal trgovec z zlatom v Turčiji. Ločila sta se zaradi njene nezvestobe, kmalu zatem pa je spoznal Margherito Bellini, italijansko profesorico fizike. Na pragu 2. svetovne vojne je Margherita rodila hčerko Aleksandro, hkrati pa je Tito postal tudi generalni sekretar Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije. V drugi polovici maja 1941 je odšel v Beograd in tam pripravljal vstajo ter začetek osvobodilnega boja. Splošno uničenje ni niti malo vplivalo na njegov libido, na začetku vojne je živel v Zagrebu s pozneje uradno priznano ljubico Herto Haas. Spoznala sta se leta 1937 v Parizu in se dogovorila, da se bosta poročila leta 1940, vendar se to nikoli ni zgodilo. Zaradi njega se je odpovedala celo sinu Aleksandru Brozu Mišu, ki ga je rodila leta 1941. Nemci so jo kmalu po porodu aretirali v upanju, da bodo prek nje prišli do vrhovnega poveljnika. Ko so jo izmenjali s skupino nemških zapornikov, je Herta novorojenčka prepustila skrbeči družini in odšla k Titu k partizanom. Leta 1943 so jo ustaši aretirali in iz strahu, da ne bi izdala koga od partijskih tovarišev, je poskušala narediti samomor. Nekaj mesecev po ujetništvu se je znašla v Jajcu, tam pa ugotovila, da ima Tito že drugo žensko. Po vojni se je poročila in rodila še 2 hčerki, svojega ljubimca pa je, domnevno, videla samo še enkrat, leta 1946, v njegovem predsedniškem kabinetu. Herta je umrla v visoki starosti. Njun skupni sin Mišo Broz je bil, poleg Žarka, drugi potomec, ki ga je Josip priznal, očeta pa je videl šele kot 4-letnik, leta 1945. Po mnenju mnogih je bila največja Titova ljubezen Davorjanka Pavnović, Zdenka, njegova osebna kurirka, s katero je dočakal konec vojne.
Leta 1942 mu je rodila sina in mu dala ime Slaviša ter ga zaupala v rejo. Umrla je leta 1946, po uradni različici zaradi posledic tuberkuloze, ki jo je staknila že med vojno. Na Titovo vztrajanje so jo pokopali na dvorišču predsedniške rezidence na Dedinjah, da bi lahko stalno hodil na njen grob. Tito je 29 let mlajšo Zdenko spoznal pred vojno. Par je skupaj preživel najtežje vojne dni. Ko je Tita v glavnem štabu obiskala Herta Haas, ji je takoj postalo jasno, da Zdenka in Tito dejansko živita skupaj, pravi zgodovinar Čedomir Antić, ki trdi, da je bila Zdenka v resnici njegova največja ljubezen. Pisatelj Vladimir Arsenijevič pravi, da ga Titova ljubezen do Zdenke, kot jo je klical, ne preseneča, bila je klasična lepotica, ki je ustrezala temu, kar je Broz pričakoval od ženske. Po drugi strani je Tito izžareval spolnost, ki je presegla njegove osebne odnose. Tudi v njegovem odnosu z množico je bil erotični naboj, ki jo imajo vsi veliki voditelji. Prvo leto druge svetovne vojne je bilo leto njune najgloblje ljubezni, pa tudi najstrašnejših prepirov. Antić trdi, da med partizani ni bilo moralno imeti preveč zasebnih in intimnih odnosov, vsekakor ne vsem na očeh. Zdenka in Tito pa sta menda bila zelo nazorna. Slišali naj bi ju celo med ljubljenjem. Ker sta živela v partizanskem taboru, kjer ni bilo zasebnih prostorov in je bilo vse vsem na očeh, je med drugim zapisal Antić. Po Zdenkini smrti Tito dolgo ni bil z žensko, zato so mu prijatelji uredili srečanje z operno pevko Zinko Kunc. Umetnici je bilo všeč, da je ob tako pomembnem človeku, zato se je preselila k njemu, vendar je kmalu ugotovila, da do poroke ne bo prišlo. Po enem od gostovanj v Metropolitanski operi se preprosto ni nikoli več vrnila. Ker je propadla še ena zveza, se je Tito približal 32 mlajši Jovanki Budisavljević, sodelavki, ki je bila usposobljena v Rusiji, da skrbi za njegovo varnost in udobje. Čeprav sta se spoznala že leta 1945, med njima ni bilo energije. Jovanka je postala del Titovega življenja v povojnih letih, ko je delala kot medicinska sestra. Njuno poznanstvo se je razvilo v ljubezensko razmerje, ki je leta 1952 preraslo v zakon. Tito je bil precej starejši od Jovanke, kar je bilo pogosto predmet govoric. Kot Titova žena je imela Jovanka vidno vlogo v jugoslovanski politiki in družbi. Njena prisotnost ob njegovi strani na uradnih dogodkih, državniških obiskih in pri srečanjih z mednarodnimi voditelji je odražala njeno pomembnost in vpliv. Bila je znana po svoji eleganci in dostojanstvu, ki sta ji pridobila spoštovanje in občudovanje tako doma kot v tujini. Vendar njuno zakonsko življenje ni bilo brez težav. Govorice o nesoglasjih in napetostih v njunem razmerju so bile pogoste, še posebej v letih pred Titovo smrtjo. Leta 1977 so tajne službe Tita osamile pred njo, kar je povzročilo dodatne napetosti in špekulacije o njunem odnosu. Po Titovi smrti leta 1980 se je njen položaj dramatično spremenil. Samo mesec dni po njegovi smrti so jo jugoslovanski oblastniki nasilno, v sami spalni srajci in copatih, vrgli iz njunega predsedniškega domovanja na Užički 15 v Beogradu. Jovanka Broz, zadnja Titova ženska, je umrla leta 2013.